V novi epizodi Testure imam danes prav poseben stroj in sicer pred mano je Trek Slash Plus 9.7 in gre za Trekovo novo Enduro Ekolo lahke kategorije. Tale je prvi v Sloveniji, kupil pa sem ga v podjetju Fansports, ki so by the way tudi uradni distributer za Trek kolesa v Sloveniji. Investiram moj denar, da se ti ne boš zafrknil ali pa s pomočjo tega videa odločil, da je tale stroj direkt zate. Plan je sledeč, zdaj ga malo pokomentiramo in predstavimo, potem pa spedaliram na vrh sončne Svete gore, da vidimo, koliko baterije mi bo spil v turbo načinu in pol valjda sledi še epski spust. A ste pripravljeni? 3, 2, 1, gremo! Torej, lansko leto je Trek predstavil popolnoma novo prenovljeno verzijo Slasha. To je že vrsto let njihov analogen enduro bike, ki je prej izgledal zelo klasično trekovski. 6. generacijo pa so naredili v high pivot varianti, se pravi z visokim vrtiščem, in ker je bil Slash tok hud, so električno varianto naredili skoraj popolnoma identično navadni verziji, imenu Slash pa so dodali samo še Plus. Jaz sem izbral model 9.7, na katerem pride osnovno performance Fox vzmetenje, spredi je 38, zadaj pa je Float X. Mogoče bi za tak rang kolesa pričakoval, da bi dal Float X2, ampak ok, vsak mu svoje. Drugače pa prije gor, se pravi prestavna grupa Shimano XT SLX, bremze so 4-batne Shimano Deore, torej osnova, ampak dela zelo dober. Vse ostale komponente, kot je sedežna opora, sedež, gume, obročniki, fajfa balanca, gripi, so pa hišne in sicer Bontrager. Na kolesu je sicer prišla karbonska balanca, ampak sem jaz to takoj zamenil s klasično aluminijasto, mačkam več rajža, pa valjda gripi so mi bili pretenki, tako da sem dal malo debelejše dead grip. Zdaj pa okvir in njegove glavne točke. Okvir je karbonski, izdelava pa je zelo kvalitetna. Ful moram pohvaliti tale ščitnik za verigo, ki je v bistvu zelo tih. K tišini pa pripomorejo tudi v bistvu karbonski rovi, ki skrbijo, da so bovdni lepo speljani in v okviru nič ne opleta, tako da bravo Trek! Odlično je zaščitena tudi spodnja cev, čez karbonsko plast so nanesla še dodaten sloj laka za zaščito pred kamni. Na najbolj izpostavljenih mestih imate pa tudi takele plastične ščitnike, ki so menljivi, se pravi, če kamen prileti noter in to poči, samo kupaš novega, zamenjaš in furaš dalje. Dolžina nihajke raste z velikostjo okvirja, pri Treku pa pravijo, da tako poskrbijo za najboljši balans. Slash Plus pride v malet načinu, se pravi 27,5 obročnik zadaj, 29-colski obročnik spredi, edin velikost small pride v obeh 27,5 zaradi same agilnosti. Naprimer, pri navadnem Slashu imate pa lahko in 29, 29, 27, 29 ali pa 27, 27, tako da je mačkan razlike je. Kar se tiče, se pravi, cene, tale Slash 9.7 je osnoven model in je vaš lahko za 7.999 €, obstaja pa še 9.9, ki je opremljen z najboljšo opremo možno, ampak ti stane pa 11.999 € oziroma po domač 12 batovega. Vse ostale informacije najdeš na spletni strani www.fansports.si. Zdaj pa tale vesolje klele. High Pivot. Kot sem že omenil, ima Slashinjo High Pivot platformo vzmetenja na ABP podlagi, se pravi Active Braking Pivot. High Pivot še dodatno pojača premagovanje zahtevnega terena, kolo ob udarcih pomika v bolj v smeri udarca, ker učinkovito nekako absorbira energijo in preprečuje, da se bi kolo zataknilo ob ovire. Ta vrsta vzmetenja zmanjša kickback, se pravi občutek vračanja pedala ob udarcih, kar pa pomeni nekako bolj gladko vožnjo in več nadzora. Skratka, hudo ka pes, oziroma dajmo reči, da je to sistem, ki ga 3/4 folka realno ne rabi. Hudo pri tem okvirju je pa tudi, da ima tale vzmetenje avtomatsko možnost naštimati progresijo, se pravi na eni poziciji je linearen, pa tale na drugi strani flip obrneš in postaviš na drugo pozicijo, to pa pomeni, da je bolj progresivno, kar je pa cool za težje rajderje ali pa za tiste malo bolj agresivne. Hkrati pa ta nastavitev omogoča tudi, da ta frame podpira coil shock, se pravi amortizer na vzmet. Bravo Trek. Ok, zdaj pa da ne dolgovezam, grem kar na spoden parking in zadevo poženem gor proti vrhu, vmes pa še povem o motorju in bateriji, ki sta pa v bistvu tudi srce tega kolesa, tako da gremo. Smo na sredini vzpona nekje na Sveto goro, zdaj grizemo v ta najbolj strme klance, ampak valjda cool je, da bi vam povedal še nekaj o glavni stvari, se pravi motor in baterija. To je TQ HPR 50, to pomeni 50 Nm navora, 580 Wh baterija. Sistem ponuja načeloma 3 stopnje, Eco, Trail pa Turbo. Pravijo pa,
da med temi opcijami ponuja 2 do 5 ur vožnje. Valjda je odvisen, v katerem načinu vožnje imaš. Kot sem rekel, jaz pa na turbo, pobiram ga največ. Me pa zanima, koliko procentov baterije bom še imel gor na vrhu klanca. Če imaš rad podatke in si majčken geeka, imajo seveda, kot se za to spodobi, tudi mobilno aplikacijo, na kateri ti lahko nastaviš parametre pomoči in gledaš ostale zadeve. Pri samem paketu te baterije imaš več opcij. Sicer prva opcija je, če ti je 580 Wh baterija premalo, lahko dokupiš range extender, ki doda 160 Wh. To pa pomeni, če si imel prej od 2 do 5 ur vožnje, odvisno od katerega načina, imaš zdaj nekje od 3 do 6 pravijo. Range extender ne moreš kupiti na Trackovi uradni spletni strani, ampak ga moraš kupiti nekje pri lokalnem distributerju, v tem primeru valjda Fun Sports. Stane pa nekje okrog 500 €, ampak nisem ziher, pejte raj preveriti. Naslednja opcija, če bi imeli radi majčken lažji bike, lahko dokupite 360 Wh TQ baterijo, se pravi majčken manj, tako kot je na Fuelix EU. To pa pomeni valjda, da boste tudi imeli malo majčken manj dosega, ampak se pa bike zlajša. Ta je zdajle v tem načinu je okrog 20 kg s pedali, tisti pa prije nekje okrog 18 kg pa pol. Tako da morate pa dokupiti še en adapter, ker je posledično valjda manjša baterija in ta adapter je lepo zapolnjen dodaten prostor. Spet se to dokupi pri lokalnemu distributerju. Zadnja opcija je pa za tiste, ki pa mogoče na momente radi imeli feeling navadnega bajka, pa potem, če odstranite od spodaj motor, lahko potegnete celo baterijo ven in furate kot navaden bajk in je potem čisto lahka opcija, kot navaden slash, ampak ne vem, zakaj to delo, ker je takole na gor toliko lušten, da ima že skoraj veter v leseh, pa ne smejan si, drugače pa grizeš. Valjda moram povedati pa tudi samo plezanje. Sedežna cev tega bajka je načeloma kar strmo gor. To pomeni, da res lepo pleza, si direkt gor nad bottom bracketom in je samo občutek gor na kolesu, ko si ful dober. Tale sedežna cev je tudi dosti dolga, kar pa pomeni, da za tiste ta velike modele sprejme tudi ful dolge sedežne opore in je to definitivno dodaten plus. Trenutno imam amortizer zaklenjen, ker od zadaj furam 35% vsega in je majčken potlačen, tako da ga imam zaprtega. In kaj ne rečem, bike je fantastičen. Jaz osebno zaenkrat nimam potrebe, da bi imel močnejšega. Valjda pa tisti, ki imate res hude klance pa enourne vzpone, mogoče razmislite o uni opciji. To je v osnovi to. Gremo pa zdaj gor do vrha, pogledamo, koliko baterije nam je spil in pa valjda sledi spust. Evo, smo na vrhu Svete gore, napravce pravijo 36 minut, ostalo mi je 71%, naredili smo okrog 580 višinskih metrov in jaz imam 86 kg, tako da po moje bi stlačil na turbo načinu 3 Svete gore. Mogoče 2 zihar, 3 pogojno, ampak ja, meni se zdi, da je to zelo impresivno. Valjda pa najbolj komi čakam, da gremo uživati na dol, ne? Ja. Je pa z mano še prijatelj Miloš, ki mi pomaga snemati. On je pa na full hard težkem e-bajku. Sta huda baterijo, koliko je tukaj Wh? Mislim, da 800. 800 in teb kaže koliko? Ena črtica, kar je tam nekje 90-85%. Ti bi pa pol naredil koliko Svetih gora? Ja, ne po moje 5, ampak sva ga res šponala do konca gor. Šponali smo ga, ampak v glavnem tisti, ki hoče imeti čim več fur, je to. Tisti, ki hoče uživati na dol, je to. A se strinjaš? Se strinjam. Zelo dobro. Dan v Novi Gorici, sonček 20 stopinj, dobro se imate klele po zimi, moram reči, kapo dol društvu TCS Nova Gorica, da vzdržuje vse to.
veliko dela vloženega in to se vidi. Zdaj pa v glavnem na bike še sklepna misel. Kaj ne rečem, nobena skrivnost ni, da sem jaz na nek način track fan. Na tracku sem dirkal 5 sezon in nobenih težav nisem imel z bajki. Sistem dela tako, kot mora, kvalitetna izdelava, simpel so za šraufati in tudi tukaj ni nič drugače, mogoče z izjemo šraufanja. Jaz sem tega tracka slasha že slabe 3 tedne in to je zdaj počasi to, kar sem že govoril pred parimi leti. 170 mm hoda, feeling normalnega bajka in pa valjda doseg, to, kar nekako jaz rabam. Jaz trdim, ne vem, gladko med malco, 2 rundi, presep na mojih trenih naredim 5, 6, 7 fur, golovcev lahko 10 odbijaš, več pa jaz počasi itak ne rabam. Mogoče vi, kakšni majstri, ta pravi, rabite, jaz zase ne. Čeprav je tole osnoven model, moram reči, da je oprema za moje pojme čisto zadovoljiva za marsikatera uporabnika. Osebno, valjda, kot sem rekel, sem zamenjal balanco, ker ne maram karbonske, bi pa pogrešil SRAM prestave, ker jih furam cel life, se pravi X0 model, da to šalta v piko, ker se na teh X-tejih ta klik se ga ne morem navaditi. Ostalo pa brez pripomb, razen rotorje bi še dal na SMRT 76 pa 86, pravi X-teje, ker so te mal Decathlon program, ampak zaenkrat, glej, bremze so osnovne, za moje potrebe za 86 kg dela vrhunsko, valjda pa tisti šefi, kot ste vi, ko rabite malo več modulacije, pol pa daš kaj drugega, ampak v osnovi, glej, nimam nobenih težav, nobenih pripomb s tem, tako da dela, pa še ni mi toliko škoda. Tudi vzmetenje, čisto v redu, zadnji, kot sem rekel, bi imel kakšnega Float X2, da je malo bolj robusten, ampak drugače pa tudi čist ok za normalno fjakanje. Verjamem pa, da bi kakšni vi, internetni bojevniki, seveda mogli imeti Fox, Kashima, Grip 2, ni da ni, ampak jaz pač mogoče tudi lahko preživim brez. Ne? Moram poudariti, da pri tem kolesu mulet res pride do izraza, se pravi 29-colski obročnik spredi požre vse, kar pride pod njega, zadnji 27,5 obročnik pa poskrbi, da se res zviješ okrog vsega. Kar sem še opazil je, da nadol mi je fajn imeti v eko modu, da ni prejelskega sunka na kakšnih zaprtih ovinkih, ker na turbo je že kar agresiven in tak manjši pedal stroke se kar pozna. Če sem čisto iskren, za moje potrebe bi bike lahko bil tudi kot navaden, se pravi brez high pivot variante, pa ne me narobe razumeti, bike dela vrhunsko, morate pa vedeti, da zihar je malo več vzdrževanja, kar se tega tiče in sicer ketno moraš kupovati v refuzi, ker pomeni, da je ta v osnovi malo daljša, una, ki je pa navadno kupaš, pa je prekratka in moraš pa kupiti 2 ketne, če slučajno servis nima refuze, da ti odmerijo na dolžino. Tale zgornji puli, ki ga vidite klele, s časoma se obrabi in valjda bo rato čuti glasnejši bike zaradi tega, tako da nekoga bo to zihar motil, pač se zamenja pulje, ampak še vseeno, če nimaš high pivota, nimaš teh težav, nimam pa kaj reči, itak dela bike k tank. Zdaj pa tako, če ne rabaš tacga bajka, ti mogoče priporočam pri tracku Fuel XE, ki je malo manjša varianta, manj hoda, mačkar manjša baterija, 360 Wh in je res tak igriv kolo, bom rekel. Če pa rabaš res neko robustno stvar, še vedno enduro kračo, ampak z več dosega, pa poglej za Track Rail. Smo pa debatirali s sodelavcem, ki ima Fuel XE in je rekel, da se kdaj počuti, da je malo nesiguren na bajku, ker mu ne dopušča toliko napak, tako da on bi mogoče pa šel v kakšno tako smer, zato ker je bajk res veliko napak odpušča. Je tak tank, samozavesten si gor, ampak ja, jaz pa pravim, če vuraš veliko golovcev ali pa lahke traile, bo to malo velik bajka zate. Tako da premisel, kva rabaš, preden odkartaš te enormne denarje in to je to. Jaz upam, da je bila ta epizoda všeč, like, share, subscribe, komentari, kva ti praviš na tole prasičko in pa valjda mogoče me lahko podpreš z nakupom majice, kapce, furam zase štufov na moji spletni strani v-back.si. To je to in se vidimo v naslednji vojni. Čau!